Ljudje in ljudje, poslušate 38. epizodo podcasta Obot. Kaj pa sploh je podcast Obot, se sprašujete? To je podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obot, odrezani brutalno demonov, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in moja malenkost Aljoša Harlamov. In tokrat je z nami znova gost, človek, ki očitno v življenju nima kaj dosti drugega, kot da gostuje v podcastih, Boštjan Gorenc Pižama. Magisterij vas gleda. Saj veste, to je on model, ki se v skupnem hladilniku podpiše na vsak svoj karton mleka. V dveh zaporednih ista šala. Tudi to, nisem bil vreden, da bi si nekaj novega spomnil. Pa kako, mislim, mleko, Pa mleko mi je zabavno, kaj ne rečem zdaj. Pa veš kaj, nas nikoli ne bo sponzoriral Špart. Za Mercator ne vem, sem nekaj štih, ker pač hodim v Mercator pa Hofer. Sicer pa to mleko smo imeli enkrat med kaj poslušamo, beremo, gledamo, sem jaz predstavil to mleko. Hvala. Tako da nekaj reklame smo naredili, pa pol se Špart ni javil in smo bili užaljeni. Zato. Skratka, 38. epizoda, ki jo posvečamo, kot smo že večkrat obljubili in napovedovali tudi za tole, seriji His Dark Materials oziroma njegova temna tvar, zelo napeto pričakovani seriji, ki si jo lahko ogledate na HBO Go ali pa na HBO-ju, če ste tako fancy. Kakšno bomo povedali tudi o knjigi, po kateri je posneta prvem delu trilogije, ter filmu, ki je ekranizacija iste knjige. Še preden se je lotimo, seveda standardno opozorilo, tale epizoda bo vsebovala kvarnike tako za serijo kot za knjigo, zato, če še v svojem natrpanem urniku niste našli časa za ogled serije ali branje knjige, morda raje ne poslušajte ali pa nadaljujte na lastno odgovornost. Če ste na tekočen, pa ne mislim vsega tistega domačega šnopca, ki ga ne skrivaj tankate, ker ste osamljeni in so vaša edina družba v življenju naši žametni glasovi, pa se nam pridružite. Kajti po intru se bomo podali v deželo čarovnic in oklopljenih medvedov. Maestro, prosim, še enkrat z občutkom. Dobrodošli nazaj. Skratka, His Dark Materials, z nami je spet Pižamc. Tudi to, zdaj prej smo se v prejšnji epizodi, prejšnji teden. Kako sprašuje ta teden? Bilo je zanimivo, čakal sem na, kaj se bo zgodilo na Bližnjem vzhodu. Pa se ni. Nič se ni zgodilo, tako da... Dolgočasen teden je za nami. Zelo dolgočasen teden. Na severu so bolj zanimive zadeve. His Dark Materials, to je nekaj, kar smo večinoma kar dolgo čakali, tudi mi smo napovedovali prvič, ko smo videli Prikolcev, oziroma že prej, ko se je slišalo o tem. Posebej, seveda je bilo... Ti, ko si začel pričakovati, ko si videl, kdo ima glavno vlogo, te gospe Coulter. No, v redu, ja, seveda. Hočem pa reči, da smo toliko bolj pričakovali zaradi tega, ker je film večinoma velja za shit. In zdaj bo Igor, mislim, da kar začnemo po moje kar s filmom, ali pa mogoče, če povemo par besed, seveda, o čem se gre. Najprej mogoče v knjigi, ker je vendar je knjiga tista, ki je prva, ne. Sem tako, pač par besed, ki sem jaz. His Dark Materials je trilogija fantazijska, ki jo je napisal Philip Pullman, sestavljena iz 3 knjig, se pravi Northern Lights, v slovenščini Severni Sea, ki je prva knjiga, po kateri je tudi posnet film in po kateri je posneta prva sezona serije. The Golden Compass, ki je v slovenščini. The Golden Compass je sorry. potem bilo retroaktivno. The Subtle Knife, se pravi pretanjeni nož, in The Amber Spyglass, jantarni davnogled. V originalu je prva išla 95., druga 97., tretja 2000 leta, pri nas sta prvi dve šli 2002, tretja pa 2004 iz nekega razloga, ker pač tako knjige še zmeraj lahko kje slučajno dobite, prvi del je razprodan, tako da so srečo. Knjižnicah pa na Bolhi, ja. Tako.
Jaz se spomnim, da sem to bral takrat, ampak jaz moram priznati, da recimo jaz nikoli nisem bil tako fan knjige. Meni ni bila tako všeč. Meni je druga bila najboljša. Zdaj, ne, tretja mi je bila, tretji zgradijo ti svet z uno evolucijo, ne, to je čudno. Ampak je bilo pol konc, mi je bil takrat, ko se mi je zdel, ne, mogoče zdaj z današnjimi očmi bi ga drugače bral, pa je bilo tako ono res, tako, aha, ok, zdaj vam je to sporočilo, bok je Marta, tako. Ja. Se mi je zdel, da kolikor je bil svet zgrajen, pa vse, da je bil pač, kot bi rekli, ne pri serijah pristanek ni bil za 20 točk. Ja. Pač takrat je bil tudi ful popularen valjda Potter, ne, ker je to dejansko pri nas sprožilo vse te prevode, vseh teh, pa tudi ta serija nekako po njem nastala in je bil pač Potter ful boljši, no, se mi je zdel. Ja, je pa res, da ta je mogoče malo bolj filozofska, ja, na momente. Ja, pa tudi neko kritiko imajo, mislim, s tem magisterijem kritiko vere. Ne, ja, dokaj zelo tako je napisano. Neko organizirane religije. Philip Pullman ni kar tak en najbolj znanih ateistov postal. Meni je bila knjiga zelo všeč, ko sem jo prebral in me je zelo presenetila, ker sem Potterja bral kasneje. In tudi filmov nisem gledal in nič. Jaz sem filme... Kdaj si gledal svoj prvi film, Igor? O Harryju Potterju. O Harryju Potterju film sem gledal, mislim, za 5. film. Sem takrat, ali za 4. film, 5. ne vem, tam nekje sem postal, sem moral potem pisati review in potem sem se za nazaj pogledal. Ampak knjiga me pa ful presenetila že s tem, ker ima glavno junakinjo in je kar začela ta trend, mislim, vse smo imeli že prej Ronjo razbojniško hči, ne vem kaj, v mladinski literaturi, ampak za to kasnejšo generacijo pa potem ni bilo toliko takih kul junakinj. Potem pa se je to razširilo z igrami lakote in kaj so še bili Divergent in... Ta je bil, kaj Percy, tisti, ki so olimpijski bogovi, Percy Jackson, pa vmes imel še itak Aragona, oziroma pač italijanski mulj napiše Vojno zvezd zmaji. Pa knjigo Artemis Fowl, ki pride tudi se serija v naredimo, ne? Film, kot se... A je film bo? Jaz mislim, da je serija. Mislim, da je film. Okay. Pa 50 odtenkov sive, to je tudi glavna ženska junakinja, pa fantastičen svet. BDSM seksa. Kaj bi bil Demon, Mr. Greja? You had to go there. Ja. Predvsem, kako bi ga uporabljal. Kozliček. Oh moj bog. Dobar. No, da ukinemo, jaz bi rekel, če smo lepo prosim. Da prekinemo, da se on spet... Me recimo tisto, kar sem rekel, kar me zmotil, to, ker je rekel pač, da gre tukaj na neko organizirano religijo. Se zdi, da ne gre samo na organizirano religijo, da je tle tudi zelo nek ta koncept religije kot same in verovanje, se mi zdi, da meni bo zmeri ta Pratchettov Small Guts bolj všeč, ker dejansko pač, kjer imaš totalno kritiko organizacije, ampak kako si ti lahko znotraj tega vsem kot človek dober. No? Se zdi, da pač zelo tak, bliže mi je ta Pratchettov bolj humanistični, topli pogled na človeka. Ja. Ne, mislim, sej on ima ljudi v redu, ampak kakor hitro se ljudje pečajo z religijo, pa pol niso v redu. In to je bil tudi en trend tam v začetku tisočletja, tudi, ne vem, recimo film Troja je najbolj tipičen. V bistvu v filmu Troja vsakdo, ki karkoli verskega ali mističnega poskusi, gre narobe. Ja, prav nobena stvar, kakor hitro grejo v karkoli verskega, se jim zalomi in mnogo filmov je bilo to vrstnih, ki so pač neke mite ali pa karkoli čisto klesli. Kralj Artur recimo. Hočeš reči, da film, v katerem je Benioff bil zraven scenarist, da so magijo pa religijo pa te stvari malo na strandal. Kje smo to že videli? Se zgodi. Skratka, jaz sem potem ful pričakoval veliko od filma. Severni Sea, ki je napovednik izgledal v redu, cast je imel izjemen z Nicole Kidman in Danielom Craigom v vlogah Lorda Azriela in te gospe Coulter. In potem sem bil malo razočaran. Samo malo, dobro je. Ja, to spremljivo. Zdaj, v bistvu zgodbe se kar drži,
ampak potem pa je zelo slabo narejen. Zdaj, desetletje nazaj je bil CGI ful manj razvit, ampak te demoni v filmu, ki sem ga zdaj še enkrat šel pogledat na Netflixu, so dost na nivoju tega, kako so v seriji narejeni. Ni, da bi rekel, to je grozno ali pa karkoli, ampak je še v redu. Ne? So se pa odločili za en kup drugih stvari, recimo, ko bere tale altiometer, jo potopi v nek svet, ki je iz zvezdic narejen in zlatega prahu in izgleda kičasto čist in ona v bistvu doživlja odgovore, namesto da bi jih razumela, kar mislim, da precej zgreši idejo knjige, ampak so zelo kompaktirali. Povsem pa film zataji pri scenah, ki so narejene v notranjih prostorih, kjer se ljudje pogovarjajo in pri kostumih, ker zgleda vse skupaj kot Star Trek TNG ali pa Xena nekje. Zelo poceni izpade in mislim, da pač nivo produkcije je tam zelo zatajil. No. Jaz pa filmu niti teh vizuali ne zamerim toliko. No. Mislim, ker je za 2001 ali 2007 še nekako zdrži vodo. Mene bolj pogreje, kako so, v bistvu osnova knjige je ta Lyra kot osrednji lik, ki zasleduje fotra na sever, pa mati, ki njo zasleduje, zdaj sem spoljila kar takoj v nulo, ampak je pa tudi tle globi prelom med nadkasto teh verskih blaznežev, ki so pod magisterijem, napram vseh ostalih podjarnenih kekcev od čarovnic, medvedov, vse so samostojni, ne pa Egyptians, ne? Cigotov. Veš, mislim, ta kontekst, ta napetost, ta konflikt manjka v tem filmu in to je meni glavni film. Ne, še vedno je not. Za drobtinco. Ja, cela zgodba je kompaktirana na 1:52 in to se pozna. In to se pozna na celi črti in potem je exposition heavy totalno. Scenarij je zelo nerodno narejen, čist pač vse so skušali stlačiti not in so s tem zelo veliko zgubili. Ne? To je še vedno noter, ampak ni tako pomembno. Glik se, da tle gre, tle pa premalo te kritike. Se mi zdi, da se kar, oziroma tudi kar je bilo takrat, tudi bilo, da so se zelo neka ta verska društva v Ameriki glasila. S tem, da jaz se spomnim, to je bilo leta 2007, jaz sem takrat v Bologni tisto leto, ki je film vam prišel. In to je bilo, tam si imel te razstavne prostore, na tem za literaturo totalno s temi medvedi in z ne vem čim se totalno so hajpali, tudi knjižno serijo skozi ta film, ampak nikoli nismo pa te dvojke doživeli. Film je flopno zdaj, oni so se, kar se mi zdi, da zelo premišljeno za film, odločili, da so končali eno poglavje ali pa dve poglavje pred koncem knjige. Torej, seriji vidimo, da pride čist do konca zgodba in se zaključi s tem, ko Asriel ubije Rogerja, medtem ko tam pa se zaključi, ko potujejo proti Asrielu in še vsi mislijo, da je on good guy. Tudi Daniel Craig ga igra tak, da imaš tiste scene, ki se na začetku pojavi idejo, da on je good guy, medtem ko McAvoy je pa svoj standardno pretenciozen, nadležen. Ne mi preko. Dobro, bomo k temu še prišli. Dajmo zdaj mogoče vseeno povedati neko osnovno štorijo prvega dela, pa lahko pač ostanemo sem v resnici tudi pri tem, ker smo zdaj prvo sezono sem videl, pa mogoče onem, ki so knjige že vse prebrali, oziroma, ki niso knjig prebrali, tudi ne kvarimo, recimo, serije. Pač osnovna zgodba je skratka ta Lyra Belacqua, jo oče pusti v varstvu, mislim, stric, se pridrži takoj. Jaz sem se s njo že predstavil. Stric jo pusti na tej univerzi, skratka v nekem, kjer ona odrašča, brez njega on vsake toliko časa pride obiskat
In zdaj v seriji dobi pač skratka, zakaj že ona zbeži? Ona pride tale jo pobrat. Točno, samo ona je pride zbeži, vse to je to. Skratka, pridejo neka gospa enkrat pobrat odpeljati v Oxford, menda, ne? V London. V London, ja, ne. A bomo mi se dobili čez en teden, ko bo Joša pogledal pa... Mislim, da se začne tako, Azrael, ko se vrne iz severa, predstavi, fantje, to je pa to, jaz grem nazaj gor, dajte cash, mu reče v redu, sicer ne odobravajoče. Tukaj se vidi fantazijski roman, ne, ker dobi zelo hiter sredstva za Kljub temu, da niso najbolj navdušeni. Takoj za temu pa se že magisterij vklopi, ko pa reče, da vi, mislim, skuša vplivati na akademijo, na univerzo v Oxfordu, takrat se pa pojavi Coulterca, ki Lyro potegne za sabo in nadaljuje. No, in skratka, vmes seveda zginjajo otroci, ker jih ugrablja neka skrivnostna bitja, sem jaz v začetku razumel, Gobblers, da se pač to prav kot neki goblini ali neki ne vem kaj, ne. Kak je pravo slovenski? Grab nekak na tak. Ja, jaz sem tudi že pozabil, kje se pa zdaj to spomnim. Govorite po mestu. Ja, skratka, tole in pač Lyra seveda gre za njo tudi zaradi tega, ker so ugrabili ti Gobblersi njenega... Žreci, so ugrabili njenega prijatelja, pač kuharskega, ne vem kaj, pomočnika ali kar pač on počne. Ja, in seveda potem na koncu nekako vmes zve, da je ta njena nova gospodarica, ta teta skratka s temi Gobblersi povezana, to ji pove neka novinarka na nekem partiju, ki ga imajo doma na nekem žuru in se odloči, da bo zbežala in tam sreča zdaj te cigote, ki tudi iščejo otroke, ker večinoma so otroke njim ugrabili nekako in se odločijo, da bo išli iskat na sever, kjer je po nekem naključju tudi njen oče tam in se odloči, da se jim nekako odloči, no. Pač pridruži se jim, ne pač s sabo je vzamejo, tako bomo rekli. In to je v bistvu poanta v resnici prve sezone. Zdaj pa vse ostalo se pa razplete, kako pa kaj, ne. Potem še pride letalec zraven, tako. Pridejo čarovnice, pridejo oklopljeni medvedi. Panca Bjorn. Tako. Meni tako všeč ta beseda. Ja. In imamo pač To je tako za reklamo Alpine, rojeni s pancerji. Ja. In vmes je pa res... Mogoče pa to dobro ime za Seveda, da ne pozabimo, serija vmes že kaže, kar pač knjigi ni. Serija vmes že kaže pač neke dogodke iz nekega drugega sveta, ali kako bi človek tega rekel, ki je zelo podoben pač našemu, oziroma je naš. Ampak pač, tega še v seriji ne vem, če veš. Oziroma kako veš. Se izgleda isto, kot naš svet. Ja, pa to nič ne pove. Lahko je samo predsednik mobitele imajo. Maček ali pa nekaj. The Grumpy Cat je tam predsednik. Kako se reče temu fantazijskemu žanru, kjer se prestapla v kao kvazi naš? Kaj portalne, misliš? Ja, ne vem, če ima kakšno posebno... Mislim, da je neka klasika. Paralelni svetove. Paralelni svetove, to je bolj poanta. Portal fiction je vseeno. Portal fiction, ja. To je neke vrste Harry Potter, ne? Harry Potter se tudi predstavlja sem tam, da v resnici v resničnem svetu ni kaj dosti, ne, razen pač njegovega odnosa za to pač familijo, ki ga je posvojila pač stricem in teto in tam malim tečnim Dudleyjem, ne? Ja, na koncu se malo... Je to, tle pač imamo neki pač tudi družbene mogoče, vsaj v prvi sezoni niti sicer ne tok. In to je dejansko to. Jaz moram sicer reči, jaz ne vem, kako si ti, Boštjan, ampak mi, ko smo pogledali prvi del, ko smo takoj četali, moram priznati, da smo bili vsi malo razočarani. Ja, enako, jaz se tudi pač, mislim, da sem ta drugi ali tretji teden začel gledati, no, ne vem, točno, mislim, da sem prej že dvoje Watchmene pogledal in tam sem bil čisto hajpan. Tako, se zgleda lepo, ampak je manjkal neki. Neki mi je falil, ni bilo enega žmohta noter. Zdaj se je tako zelo uno, pač le smo prebrali knjigo in bomo zdaj kljukce naredili tole. Ne moreš jim reči, da blazno spuščajo. Ja, spuščajo, glih v prvih delih bi rekel ta ful ne zgradijo tega odnosa Lire z otroki. Ne? Recimo, v knjigi se mi zdi, tudi tukaj je ona res omejena sam na te prostore vse učilišča, dajmo biti, vse učilišča. Bodimo tlele jezikovno prijetni, prijazni. In
v knjigi je Oxford, dejansko so ti otroci, ki začnejo zginjati, zato ker tam, ko začnejo pa zginjati, je to totalno nepovezana zgodba, ne? Medtem, ko tukaj pa ona je z njimi v knjigi. In to je recimo ta stvar, ki mi je zmanjkala, predvsem. Ne? Tako, pa je tudi res, da jaz sem tudi to bral več kot 10 let tega in se nisem čist polnil vsega, kaj, kako. In sem potem s časoma pa malo, kar na internetu bereš, potem ugibal, kaj se dogaja. Ampak ja, gled to falil mi je nekaj. Sicer kot vizualno super, tudi dialogci, tisto, kar je bilo čisto že, predvsem je bila fina tista, kako jo stric pomišljajo oče, nekaj jo da na poslo s čevlji na polštar, neke take zadevce, tako bi bilo. In tudi v prvih delih, ker je bilo še manj ljudi, ni bilo tako opazno to, da pol ful demonov manjka. Ja. Čeprav, zdaj mogoče tukaj bi se lahko stavil, da so, mislim, da so pol stvarjalci prav povedali, da so niso jih hoteli toliko spet, zato ker bi ljudje, ki so ugotovili, da se full fokus na nje, da grejo, da kradejo fokus od... Ja, posebej, ker se skozi premikajo, neke živalce. Od igralcev, ampak vseeno je, tako, ker imaš to neko povezano, stalno so tam, ne, ti kar malo validaš. Pri temu, ko hod čez, ne, so fino rešili to z tem, da ima vno kačo, ker skrije. Čeprav, mislim, mene ni toliko motil, da jih nisi toliko videl, ne, non-stop, ampak zmotil me je pa potem v kasnejših delih, v Bolvangerju, naprimer, tista sestra, skrbnica, whatever, ki je pa bila že odrezana, ne, si tako, ja, a veš, navaja si, da jih ne vidiš, pa veš, pri njej tudi ne vidiš, pa šele kasneje potem poštekaš, a ja, ti zbila odreza. Mislim, tako je bilo malo... Ja, ne, v bistvu so to ful bolj z onim njenim psihotičnim pogledom morali razrešiti. Ja. Mislim, se ni deal breaker, pa tako se mi je zdelo, če bi bili demoni bolj prisotni, bi pri njej mogoče prej zaštelilo. Ja, ampak je imela res dobro psihotično. Pa tam malo bili Kostanj imel ribice. Podganca. Ne, pa tam, ko ga najdejo v knjigi, tega tam malega Kosto, ki ga najdejo, on tam eno pač kaj brez demona ostal, eno zmrzneno ribo tam vse stiska in si želi, ne, ti. Ja, drugače to z demoni je sicer kar nekaj bilo kritike, jaz sem bral, nekdo je pač upozoril na to, da pač problem tudi teh demonov ni sam to, da jih ni tok, ker v resnici vizualno ti tok ne pogledaš. Problem je to, da demoni so prav tako, imajo svoj karakter in so tako zelo očitni in moraš ti imeti to in v resnici mi vidimo samo od lajere demona, se ona pogovarja z njim. Vsi ostali so tako, kot da jih ni in delujejo bolj. Ja, in delujejo bolj, a veš, tako kot Harry Potter, ki imajo te, on ima sovo, on ima podgano, ne vem kaj. Tako pač za zraven so v resnici ostali, ne. In polko odrežejo od nekoga, a veš, a se ti spomniš, kaj je imel, ne vem, kaj, noben, a veš, tudi one deklice, ki so noter, ko ona pride v njihovo sobo, ti demoni sploh nimajo nobenega izraza, da bi ti takrat, ko jih odrežejo, pač občutil, da so odrezani, da je to pač nekaj groznega, da je tako, in to je tisto, kar pač mogoče moti, ne, pri celi zadevi. Predvsem pa to, kar sem v prejšnji epizodi govoril, meni tle svet, nekdo mislim, da je ena moja kolegica rekla, da kar njo ful moti je tako, da imaš več cest občutek, da če bi kamera šla drgam od tega, kar se dogaja, da tam ni nič. Až nimaš občutka Watchmenov, nekaj se ful dogaja, še to je cela zgodovina. Tle imaš samo občutek, dogaja se sam ta akcija, sam ta svet, v resnici pa zunaj tega, pa vsi čakajo, da bo oni prišli na vrsto. Tam ministerijum nima nobene, v resnici niso tako zelo hotni, nimaš tega občutka, ki ga imaš, mogoče, ker sem ga imel v knjigi, ne? In sploh ni te neke blazne kritike. Zraven tega bi še poudaril, da v bistvu cela serija je dosti fokusirana na perspektivo Lyre, ne? Skozi njene oči, pa njo spremljamo, pa tako naprej. In pozna se v prvih delih, pol se malo zboljša, moram priznati, ampak v prvih delih, da Daphne Keane, koliko jo pač imam rad, je malo je lesena, demit, no. Pa štekam, no, vse otroški igralci ne morejo biti za neki prodžini ali pa nekaj levo desno, ampak tam se tudi vidi, da je kamera pa režija nekako narejena, da se okrog teh njenih mankov v igri, za katero so po moje štekali, da jih ima, so probali neke ovinke pa krivine hvatati in to se vidi. Vsaj meni se zdi, da je to eno od teh problemov, ker tam je ene par čudnih scen, kako je posnet dialog, rečemo, s tam malim Billy Costa pa z njo, naprimer, ker tako zdaj gledam, vse je tako hitro odrezano, njene reakcije so odrezane. Dve epizodi je režiral Tom Hooper, ki je v tem času hkrati delal Cats.
Pa imamo še srečo. To je vse, kar sem rekel, jaz sem gledal Cats, kar je super zadeva. Cats pa je tisti, ki se z demoni zgodi, ko dreže. Tako da je vse povedano. Lepa. Shit. Lepa. Zlogoslavno je nagnil požirek. Ne, ampak res mislim, pač, ja, to je ful, meni se tudi prva dva dela, ne, kar si ti bolj kasnejši režiser. Ja, še nekako boljše se. Ampak tam, ja, tam, kjer bi mogel fokus biti na njej, da ona pokaže, pač, kako je prizadene odhod strica, pa tako. Kar zgubimo, ona teče in je sploh ne vidiš v obraz in tako. Tudi tam naprej ona scena, ko zve od mama Kosta, naprimer, kdo je njen oče, če se ne motim. Ja. Tista reakcija, ki bi mogla biti ultimativna, emocionalna scena, ne, levo, desno. In je samo eno kričanje tam male, pa ona, veš, tako je zelo grdo narejeno, ki se tako na poti nič ne pomeni, veš, tako slabo je narejeno. No, ja, pa tudi te, a veš, ko smo rekli pri Watchmeni, da imaš tako, vrže to svet in ti da počasi ti nekaj. Zdaj pa se mi včasih zdi, da mi hočejo vse razložiti, tako, v 5 minutah moraš vedeti, kaj so demoni, ker pač ne bomo tega več nikoli omenjali, ne bomo se ukvarjali pač z tem odnosom, takoj prah, prah je to pa to, nikoli pač več briga te v resnici. Mislim, da je malo vplival na to film, ker film se pa začne z sceno, ki spominja na Lord of the Rings, full je rip-off Lord of the Rings, in obstajajo različni svetovi in so ene animacije in naracija ene gospe, ki pove čist vse in imaš 3 minute infodumpa na začetku, kjer v voice-overu razložijo demone, prah, kak je ta svet, kak so različni svetovi, vse. Kje je ta prizor na tvoji lestvici, prizorov z infodump? Precej nizko, zato ker ful preveč spominja na Lord of the Rings, ki je po mojem zadnji taki, da... Tukaj mislim, koliko je, 3-4 stavki so bili na začetku prvega dela, ne? To je vse, kar ti... Mislim, po drugi strani pa, ker spremljamo to vzporedno zgodbo, ta zgodba, ki se dogaja kvazi v našem svetu, pa je tudi iz drugih knjig, ne? Iz druge knjige, ja. Tam pa ti nič ne razlagajo. Ti sem spremljaš enega kekca, ki prehaja skozi portal, pa zasleduje enega tam malega, pa njeno mami. In je zanimiv, ker se ti sestavlja. Ja, je bilo to najbolj zanimivo. Ampak je to najbolj žalostno, da je v resnici pol prideš v resnični svet, pa si tako, kaj se tle dogaja? Veš tam, pa je briga me v resnici za une. Mislim, malo mi je prehud kontrast mi je, ne, v teh dveh različnih podajah zgodb, ne, res mi je prehud kontrast. Ne, je pa super, da so, zdaj, če se že omenil, ne, da so to noter dali, ne, se tudi tukaj se vidi, ne, pač to je His Dark Materials, ne, in se zavedajo, pač, da hočejo zgodbo, ni bilo tako kot pri filmu, ker imamo, zdaj bomo 3 filme po 3 knjigah naredili, ampak imamo celotno zgodbo in je super, da so to že upletli noter, ne, ker sicer bi pol imeli v naslednji knjigi, v drugi sezoni bi imeli tako, bi te liki iz te prve sezone bi postali pač Bran v 4. sezoni Game of Thrones ali 5. Pa še kakega celo sezono nisi videl, ker se je on učil in je. In ravno to, to je žalostno. Un svet, ki je resničen svet, kjer ni nič fantazijskega, je bolj zanimivo, zato ker te drži, ker ti čakaš, kaj se bo zgodilo. Tale igralka je ful dobra, ki je igral Willow mati. In ful dejansko uspe s tem, kak lik igra in vse to ona uspe ful več napetosti vzpostaviti in te ful zanima, zakaj je taka, kaj je tu zadaj, kak bo reagirala, ne veš, ne? Mislim, v tem našem svetu v bistvu so igralci, ki so torej zaradi tega, pozabil sem njegovo ime, ki je iz Magisteriuma, ki prihaja, je, kako ima že? Carlo Boreal, je on ta, ne? Se mi zdi, ja. No, skratka, on pa vsi, ki tam nastopajo v tele sporedni zgodbi, so ful bolj plastični, zanimivi. Medtem ko v Lyrini špuri, ne, je pa sam Koltec za tista, ki meni drži. Ampak je pa tudi malo over the top, samo in nekako rečeš, ok, veš to malo nutaš, da se tam malo razburka, da je bolj... Divje, no? Ona je ful dobro igra. Ja, ona je Ruth Wilson. Oni bi mislili, to je bil najboljši del prvega dela, je, ko se stisne Lira k njej, ker še ne vemo sicer, kaj ima ta on med sabo, ampak ki tako 3-4 različna čustva v parih sekundah grejo čez obraz, ki vidiš izune, ki je prišla neka stroga, ki se otopli, vidiš nek mini nasmešek, takoj nazaj spet ta železna maska gor.
No, ful dobro, pa se tam potem kasneje, ko ima scene z opico, ko kričita, tisto, ko se on ubije, tisto je čisto. Ja, njenega tega demona so pa super naredili. Se mi zdi, da res tako zelo sta ujemata, komplementarna. Hvala mi to se mi stoja. Jaz sem neki kontemplativna, neki skušal neki. Jaz moram pohvaliti vizualije, ker napram ostalih serij, ki smo jih letos oziroma v 2019 omenili ali pa gledali, ne, je ful barvit. To mi je všeč. Zato, da je fantasy, ne rabi biti tako prvičer, kot te barve, nekako zatuškane, pa ne vem, v 3PM, pa tudi v Watchmene, ki smo jih prejšnji teden obdelali, tam je vse tako ful huda fotografija, samo je zelo temno, pa primerno pač temu žanro, ki so ga spostavili. Tukaj pa vse tako barvito, vedro, otroško. Razen bolj vangar. Ja, ampak tam je primerno, zato ker se tema začne malo bolj zaostrovati, že imaš neke psihične probleme, folk umira, pa levo desno in je primerno. Samo tako všeč me, da to je fantasy, ki bi ga jaz rad gledal, da pač ne rabi biti kao satenast. Da lahko, satenast, ta filter, ki ga lahko na fotkah uporabiš, ali whatever, no? Se veš, kaj mislim? Se imaš prav, ali? To me je kulno. Ne, zelo vredo zgleda pa igra, razen Daphne Keane. Mislim tudi Lin-Manuel Miranda kot Lee Scoresby. On pa meni tako venšter liste. Res? Ja, meni tako venšter. Mislim, vse. On je meni nasploh kul, samo tukaj noter mi je pa tako mi venšter li, ne vem. Ne, meni pa je bil super, on sploh v tem konstantnem prepiranju svojo zajklo, svojim demonom. Ful vrejo delujeta, pa ful... Spet, ko sem pogledal film, ga še bolj cenim, zato ker je toliko drugačen. Tam ga igra Sam Elliott. Meni je pa Sam Elliott. Sam Elliott je briljant, ampak on pride not, 3krat se pojavi v sceni, pa reče nekaj, pa je to. Sploh nič ne naredi. Ja, samo to ni kriv Sam Elliott, tako pač režija, ne vem. Samo tukaj mi je pa tako, mislim, da so ga Lin-Manuel igra malo over the top, kar je čist primerno, po drugi strani pa tudi njegova zgodba taka njemu naloži čarovnica, ali kdo že pač kao, Lyra je za vse pomenilo, ona bo rešila, ne vem, kvali je odvisno čez 5 minut, I lost her, zgubo sem jo, fuck. A veš, mislim, tako je... Motite njegova nesposobnost, ali kaj? Ja, sem Elliot tudi. Ne pride do te točke. Ali to sploh ni... Prej se konča, prednje razgubo, Pa ne, mene tudi... Pa se zgubi za 10 minut. Sicer je tle bolj to pač drug pristop k temu liku, ker pač v knjigi, pokaž se spomni tudi bolj tak, kot se Elliot, se pravi nek starejši, že malo naveličen nad vsem. Zato bi se Elliot bolj na to, ker pač knjiga varianta. Na knjigo, ampak meni pa tudi, se mi zdi, da tali, kokor so ga zastavili noter, pa koga Lin-Manuel Miranda, da igra čist stoji. Tudi s tem, sploh recimo tiste njegove te, ki pride tam v salon, pa zdaj bomo pa gamblali, pa... Dejansko je zelo... skoraj najbolj razdelan lik. No, točno to on ima neko pač zgodbo, motiv, ne vem kaj, medtem kot drugih razen Lyra, pa še Lyra nima nič v resnici, z ničemer nima delati, ima on vse nekaj, tako pa malo si cajt zamejo, kar je meni pač pri tej seriji ful prehitro poteka. A veš ti, Lyra niti nimaš na vse učilišču, neko blazno, da bi ona bila v okolju, pa da bi ti mal gledal, veš, da bi imel ta Harry Potter feeling, ona je tam, ne vem, karkoli pač dela, da nekaj dela, ampak ne, ona je tam en prvi del v resnici sam. Pa že tako izveš, stric je tle dampno, pa zdaj je spet šel, pa tako, a veš, nimaš nobenega nekaj, da bi se ti zdaj blazno čutil pa ta Father Coram. Imaš to zgodbo z otrokom, nekaj ima to Serafino Pekalo, ki sta imela, ti se pa glih v kontra, kakor je pač Lin-Manuel Miranda, pač njemu se režiš, gledaš kako... Ti si bil pa pismo, pri vseh teh otrokih, ki jih tam režejo, pri vseh grozodejstvih, ki jih ustvarja magisterij, ki jih delajo te žreci, ta Oblation Board, mene se je čustveno najbolj dotaknila ta prizor, ki se Father Coram pa Serafina Pekala, ki se pogovarjata o otroku o tem, a imata ona dva še šanso, ne pogleda samo fakt ta obraz od Kozma, kako
če bi bilo vse tako. Ja. A veš, kaj je neka igra v tem, pa je, a veš, kaj dajo likom, da nekaj pokaže, kaj dajo igralcem nekaj pokaže. Tam pa je sem, veš, meni je pač serija mal začela teči, ker so začeli na sever iti, ne? Ker takrat se mogoče tudi malo umiri, pa tako, pa se vzamejo malo res cajt, ravno za take prizore, ne, da se nekaj zgodi. A veš, ker res, v končni fazi, kaj meni pomaga, veš, pač, da je res full cash v produkciji, če pač nekaj manjka, neka magija, veš, kaj moraš imeti, veš, ker v končni fazi se so tudi produkcijo kar precej kritizirali, ne, tudi ona bitka, ki se oni spopadajo na koncu tamle na severu, na čistem severu, pač imaš, v resnici vidiš sem Pekalo kot čarovnica, ne, čeprav ne bi bilo več čarovnic. Ja, pa samo ona pride prvi val. Vidiš sem njo pač normalni for samo to, kako ona to mi ni bil breaker, mislim, ker v filmu je tam neki epic battle, kot ne vem kva. Tle mi je bilo neka gvarila Warfare. Ja, ne, se pravim, pač mene tudi to tok ne zmoti, kot me pač vse ostalo. Kaj pa to, da ste se medveda brez oklepov, kaj pa to? Čeprav tisti prizor, vsi so ga zelo kritizirali, ampak meni je bil čisto okej narejen. Ne, pa vsakeč, ko grejo oklepni medvedi se boriti, znajo oklep. Oni so rekli, da oklepe dajo, imajo, ker se borijo z drugimi. Da med sabo je pa ta totalno ritualna stvar in da ker se skoraj nikoli ne zgodi in da zaradi tega potem pač, da grejo brez te obrabe. Pač tako so oni obrazložili, ampak to je zdaj spet pol ta... A veš, kad na koncu pridajo ustvarjalci serije. Zdaj bomo pa mi 5 minut razlagali, kaj smo hoteli povedati, zato ker nismo znali tega pokazati. No, mislim, medvedi so se mi zdeli zelo slabo prikazani. Mislim, toliko so se potrudili narediti cel tisti palačo nekako živo, pa noben medved nima nobene motivacije. Tako, on je naš kralj, on je naš kralj, bomo pa klali. Ni več on naš kralj, te pa nemo več kralj. On naš kralj, ki je novi kralj, je šel. Vred. Kaj? Mislim, plus, tam še imaš, to me je pa res zmotilo, tako oni premaga tega uzurperja. Prisvojitelja, ne? In pol tak oni v Londonu, on je že zmagal. Kak? Kaj imate satellite image? Mislim... Ja, ampak točno to je to, prehitro se stvari dogajajo. Se tudi, a veš, Lyra, on jo zgubi, kot Mitter, ko izgubijo, ne vem, za 15 minut v resnici. Ne, ona pride, on mu pove, on bo zdaj prišel, ti ga boš tako nategnil, jaz bom tvoj demon in ne vem kva, in on vas je že ravsata in je že konec. In umre brez krsta. Ja. In glede to, da so medvedi tam najbrž tudi brez krste. Po moje tudi, Lepo, pižama, to si pa lepo praga. Sam zato se te splača. Skoro potrebujete besedne igre z rakvami. Sem jaz pravimo rakvar za vas. Kakšna referenca, še na Potterja, lepo. Skratka, to in vsecet nekim, se mi zdi, da vsecet je seriji res nekaj manjkalo. Pa mogoče, če smo že pri igri, pač Ruth Wilson je fenomenalna in jaz bi njo gledal povsod. V The Affair je odlična, v Lutherju je odlična. Zdaj vas si slišal to za The Affair? Kaj? Kaj imela, zakaj je ona šla? Kakšen odnosi so bili? To sem slišal nekaj, pač katastrofalni, tako kot se lahko mislite. Čeprav nisem še pogledal, veš kaj, sem pri 2 sezoni sem The Affair pogledal, nisem še 3. Se že pri prvih 2 je bil problem. Ja, tako je bilo valjda. Za njo. Ja, si mislil. Kako smo te tako zamorili? Odlično je, kaj meni mogoče McAvoy mi je bil tako pač noč posebnega v resnici. No. Je pa res, da se tudi pojavil v seriji, kaj 15 prvi del pa zadnji del. Ja, sej tam ga je še manj v filmu. Tega Bonda. McAvoya ni film. Ne, se pravim Bonda. Jaz bom samo tako, da pač glede na to, da so se toliko na knjigo nanašali, da v bistvu je imel šanso vse v teh 2 delih, kar je bil noter, pokazati neko, nisi siguren, kje stoji, da to je znal podati preko v igri. Medtem ko Daniel Craig v filmu je pač, tako si ti sam rekel, jaz sem koliko toliko okej. Veš, ne dajamo tiste končne odločitve, kot jo pa McAvoy v tem, oziroma Azrael v tem mogo narediti. Pa zdaj ne vem, gremo po zgodbi do konca, ali spoilamo, ali ne? Pa valjda, da bomo kvarili, vse to smo
Meni je bilo všeč, da so sledili knjigi. Čeprav se ne spomnim čisto točno, se Coulter res pride za njo in je ta scena. Tam ona pride, pa že on gre in pol gre ona za njim. Ja, jaz tudi se ne spomnim, da je to dialog. Hitro se zgodi na koncu. Njima, ja, meni je tudi zelo bil všeč, kako Coulter pride. Veš, knjiga je itak da te prav, ker nisem, ampak itak ni knjiga fokus njen. Od koga zdaj? V Severni si, da je dejansko pač imaš tretje osebnega pripovedovalca, ampak je fokus skozi Liro, da sploh nimaš drugih prizor, da je sam tisk Karona. Ja, jaz mislim, da je sam tisk Karona vid v resnici, tako da pol ne more biti tega, absolutno ne. Jaz sem hotel reči to, da mi je bilo ful všeč, pač koliko vidiš motiv, pa se mi zdi, da pač Coulter je tudi najbolj tako plastičen lik, tudi zaradi tega, veš, vidiš, ko hoče pač Lyri odrezati, odrezati demona njenega, ne, pač ona ne ustavi vse skupaj, ne, ona tudi ve Lyra, da če bo poklicala mamo, da bo ona ustavila, ne, in se mi zdi tako zelo da neko plastiko temu zlobnemu liku Coulterca, ker pač ne, tebi se ne bo nič zgodilo, ne, pač, in je točno tako tako včasih zelo deluje, ne, pač, ok, za svojo familijo bom jaz poskrbela, ne, mojemu otroku se ne bo taka grozljivost zgodila, ampak vsem ostalim pa, veš, vsem tema, ostale pa ni problem, ne, lahko pobijem ne vem koliko otrok. Kanon futarja. Sem moj otrok je pa ne, to pa no go, ne. Se pravi, glih kontra k Ozymandias, pa moja hčer, ve. V tem smislu, Moja hčerka je manjak, to so moji dimončki, zmeni ligančki. On bi imel zihar dimona, bi imel ligna. Se ba ono mačko. On bi še, Bobastix. Ja. Tisto genetsko spremenjeno. Kar ni bilo v filmu, je bilo pa kako se vam pa zdi, magisterij, res štekam kritiko pa cerkve, na to, kako so portretirali to organizirano religijo. Tukaj noter magisterij, zakaj to počne? Zato, ker dust oziroma prah inštalira greh. To je njihovo gonilo, ne? No, ali so prepričani, zato, ker pač imaš te posnetke, nekaj se je delal, da se prah začne nabirati na tebi šele, ko si odrasel. Takrat, ko se demon ustali tvoj, pač oni to povezujejo, to je povezano s tem izvirnim grehom, in skušajo itak to utišati vse, kar se dogaja okoli tega, da ljudje ne bi izvedeli. Tako so, mislim, da bolj se zdi, da so oni neka organizacija, ampak ne dobiš toliko tega občutka, da bolj da je ta oblejša board, da so oni, ka ona preleti, pa jim tam razturi knjige, zdaj bomo pa mi tole pobrali, pa vse. Pri njih bi mogoče tudi, če malo bolj lahko razširjen, da bi imeli mogoče čist kakšen prizor dodaten, ki vse se lahko pa, da veš, da se nadaljuje v tega s Coulterco ali pa s tem Borealom, da ti, to je tisto, kar si prav, pač manjka ti spektr sveta, da bi imel zraven še eno stvar, ki ni nujno v povezavi s tem osnovnim dogajanjem. Veš, ker ti v resnici vidiš, kako hodijo po ulicah na severu in tam ti povejo, ne, tu so ful redko so na severu. Ampak jaz jih tudi druge nisem videl. Ona ni bila v Londonu nič zunaj, razen ko je zbežala. Nič nisi imel občutka, da je to pač nek svet, ki je pot. Ker nekako je dano, naprimer tako na vseučilišču, naprimer imajo oni so zavarovani pred cenzuro, da bistvo se ta magisterij ne more vtikati noter polno. Je zakva? Da mi pove zakva, kljub temu, da pol vseeno uletijo noter pa razfukajo celo knjižnico. Pa naprimer, zakaj Aletiometer naprimer ima sam magisterij, ne smejo ga drugi imeti, pa veš take fore, ker v knjigi je to nekako dorečeno, oziroma namignjeno, medtem ko tukaj ne. Tle za te Aletiometre se nisem da vidi, pač da je tako, da oni so to tehnologijo utišali. V knjigi je to edini litiometer, noben drugega nima, samo Lyra. Možno, da ga ima. Ne, v filmu je tako. V knjigi se pa ne spomnim. Mislim, da imajo tako ne 4 ali nekaj takega. Enega imajo tle zelo malih. Ga magisterij, ki imajo unga, ki pravi, to vas zanima, pridite čez 2 meseca. To je pa druga stvar, stran birokracije. Tukaj pa vidiš, da ni fantazije. Tudi to bom rekel, Aletiometer, vsaj v seriji, tukaj se mi zdi, da Lyri malo oduzame nekega agencije, ker
Torej, ali Teometer, kao se spomnim, če folk ve to, kao smo že povedali. Ne. To je zlati kompas. Zlati kompas, ima zlato barvo, deluje kot kompas. Ima en kupen. Da bi v 8. razredu bil tam pred tabla, veš, začel ful z ničim, kar nimam blaga. 10. brat. Je 10. od 10 bratov. Torej, je on pa še 9. Mi pa nismo tega glih pogledali, ne? A se bomo do naslednjič pripravili. Za naslednjo konferenco. Lahko ponavljam. Ne, hočem povedati, da v bistvu ta zadevca podaja resnico. Ona, ko vpraša, neko vprašanje, karkoli, dobi resnico, torej, kva on želi, ali kam mora imeti, ali kaj je za ničim. Ampak si pa omejen s svojim razumevanjem, se to povedal, da si omejen z lastnim vedenjem. Ona ti ne more pač razkriti stvari, ki jih ti drugače ne bi vedel. In se tukaj se mi zdi zanimiv pristop pri tej Larini zgodbi, ker vsi za njo govorijo, ona je the one, the chosen one, ali kakorkoli, ne, in ona tudi razume ali Teometer, medtem ko tam na magisteriumu so ne vem kakšni strokovnjaki, ki se leta in leta obadajo s to isto napravco, pa komaj kaj razumejo, ne. Tako da ima neko skrivnost, ima neko zgodbo za sabo, da bo ona nekaj naredila, ampak hkrati pa ta ista zgodba, vse v seriji tukaj, ne, zelo Evropa se mi zdi neke plastike, ker ona takoj, ko preleti na nek problem, ne vem kako Joreko najti, ne vem, rečemo, oklep ali pa, ne vem, neka varianta, hitro pride do odgovora, ni tega konflikta, veš kaj mislim, no? Vsaj jaz imam taki feeling. Zdaj ne vem, ja, pač ima magic item, v bistvu, ne? Ja. V knjigi je tudi dost podobno, ne? Mislim, ampak ful več stvari se še zgodi v knjigi, ne? Preden ona postavlja vprašanje, ne? In zato imaš ti občutek, da ona še ful več naredi, ne? Tukaj pa so pač vseeno pospešili zadevo in pač ona, to vprašala in gre z enega do drugega dalje. Ampak hkrati jo pa pokaže tam cela tista scena z Jorekom kot mislim, pač že oni hodi za njo, pa reče, jaz sem z njo, ne? Ko se pogovarja z Liam Scoresbyjem. Mislim, tako sem razmišljal, napram ostalih fantasy žanrov del, ne, se glavni junak nekako, mi se skozi z njemu učimo ali z njo učimo, ne, a veš, tukaj pa nekako je takoj, dobiva neke skillse, pa ne veš niti kako... She's the chosen one. Ne? Prerokovano je, da je usvojeno, da so usvojene še velike reči. Od nje je odvisna usoda sveta. Glede na to, da vidimo že pač naš svet, kak je pokimo s temi učkami. Ne, jaz moram tudi nekaj priznati, jaz sem samo prvo knjigo prebral, ne? Meni še manjka to ostalo. Zdaj pa ti si prebral do konca, a ta profes je res tako hud, se še kaj naučimo, a še to... Jaz mislim, da to, kar manjka v tej knjigi, da bi moral več o tem profesiju izvedeti, zato ker prva knjiga ti da manj informacij kot prva sezona. Ker je res pač deliro. Ja, čist samo ta njena zgodba in ona na koncu pride do iste točke kot tukaj, ampak ti si spoznal svet, v katerem je, potem pa druga se pa začne z Willom. In tam je začetek in pol kar nekaj časa traja, da se Lira pojavi, ne? V bistvu zelo na Lost spominja, ker druga sezona si tak, what the fuck, kdo so ti ljudje, kaj se dogaja, ne? Spet so severni medvedi. Lej to, poznam referenco, ne da bi en del Losta pogledal. Zamuješ. A zadnje sezone. Ja. No, tako da te stvari pol kasneje postanejo bolj relevantne. Ne? Ampak tukaj, glede na to, da so drugače šli zgraditi, bi bilo meni všeč, če bi bilo kaj več, kot da eno par ljudi reče, she's the one. Ja, so to. Mislim, ka ful zaprehaja teh fantasy variant ven, pa mi smo tudi rekli, da bomo enkrat ta fantasy žanr razdelali, ker tukaj imamo že parkrat. Rešili boste sveta. Ne, samo razdelali, ne rešili, samo razdelali. To bo težka okrogla miza, 6 delov posebnih. To me žuli že lep cajt in tu se prvič pojavi nek problem mehkega magic sistema, čarovniškega sistema, kjer pač stvari se zgodijo, ker je pač magic. Ne? Ja, v bistvu je stvar v tem, da magisteri, ki so tukaj villains, bolj kasneje niso. Oni so nepomembni. V bistvu so potem angeli, bad guys. In bolj, ko ona pride iz tega sveta, pa se pač, da sta religion zadeva je resnična in obstaja angeli in tak dalje in Bog in ti angeli
podobno kot pri temu Prečetu, ki smo ga delali, niso čist good guys. In so potem oni vileni, ki jo lovijo. Ampak vseeno, tu so celo sezono naredili in bi tele vilene tukaj znotraj morali bolj zgraditi, ker v bistvu imaš samo koltrco. Mislim, hočem povedati, da v bistvu meni vilene niso problemi, ko sem omenjam Magic System, zato ker je pač ta sistem ponavad v fantasy žanru bolj pripravljen za to, da lika lažje razdelaš, ker se ne obada za kvase nekaj reši, ne rabiš imeti nekega sistema za temo, da pač moraš to pa to narediti, da lahko rešiš nek problem, ampak se pač enostavno zgodi. Tako kot Gandalf v Balrogu preseka pot, ker pač izreče neki shit, razumeš, in je to. Se mi pa zdi, da tukaj v temu pa to zmanjka, ker se ne gradi na liku. Hkrati imaš pa isti kot ta mehki sistem in v bistvu mi zmanjka pri njeni zgodbi, potem njeni plastiki, pa tudi, potem manjko na režiji, pa na rahlo scenarističnem pristopu, da bi bil ta lik Lyre, ki pa je nosilec zgodbe v tej sezoni, bolj prepričljiv. Samo to sem hotel reči. Kao zdaj z Bad Guy, pa to. Mislim, se pravi, Coulterca meni čisto dobro dela kot Bad Guy, je čisto okej, ne? Veš, in pogrešam za tu neke večje plastike ali pa, da vem. Veš, kaj mislim, no? Ja, ne, vse. Ne, sem res, tle pač ta serija pač bi lahko bila dost boljša, mislim, tle pač ni kaj. Dej, v končni fazi mi zdaj full cajta disamo celo zadevo, kaj vse je narobe. Ampak sem že pohvalil. Mislim, da to želimo si, da bi bila bolj. Ja, se to je. To se mi zdi, da je ključno. Pa tudi, primerjavi z drugimi. Ja, tudi problem je to, to, če bi šlo v 90-ih, ali pa 10 let nazaj, bi vsi mogoče rekli, toliko smo videli, koliko se da ene stvari narediti, da pač nismo več zadovoljni z vsem. In jaz mislim, da je to tako tudi prav, v končni fazi. Ali še halamo, nisem zadovoljen z vsem. Čakaj, se bo začel zgovarjati za ta Golden Compass, koliko je to bedno. To veste, foro drugače, Zlati kompas pa Golden Compass, iz kje to. To je Paradise Lost, ne? Pač je že ta, ki prav, zdaj bom citiral, nimam sabo slovenskega prevoda, ki ga slestim. Into this wild abyss, the womb of nature and perhaps her grave of neither sea nor shore nor air nor fire, but all this in their pregnant causes mixed confusedly, and which thus must ever fight, unless the almighty maker them ordain his dark materials to create more worlds. Into this wild abyss, the very fiend stood on the brink of hell, and he looked a while, pondering his voyage, for no narrow frith he had to cross. In potem pa noter, tudi še eno, je pa Golden Compass, je pa then stead the fervid wheels, and in his hand he took the golden compasses prepared in God's eternal store to circumscribe this universe and all created things. One foot he centered, and the other turned round through the vast profundity obscure. Se pravi, da to, kar so pa vzeli kot Golden Compass, zaradi tega, da so poenotili naslove vseh treh knjig, ker ta je bila najprej bil The Northern Light, Severni sine, in potem so retroaktivno spremenili zaradi tega, da pa vsak del naslov po enem predmetu, in dejansko pač ni bil kompas, ampak šestilo. Ja, uničili so vse. Uničili so mi Paradise Lost s tem. Hvala ti, Milton uničen za zmeraj. Še dobro, da imamo Gorenca Pižama, ki nam spet citira nekaj, v zadnji epizodi, lepo. Minute za kulturo so to. John Milton. Tako. Izgubljeni paradiž, zdaj ima si tudi strip pri Vigeh varah, tako da za tiste, ki se jim ne da knjige brati, ali pa tiste, ki rabite še, kot bi mi to rekel, vizualije, vzemite strip v roke Vigeh varah, radi delamo reklamo, tako da jaz jih bom kar dal v zapiske Vigeh vage. To je celo ime Vigeh vage knjige. Tako, Vigeh vage knjige. Pa skupaj napisano. Zašel bom pogled, če prav napisano. Izgubljeni. Pa kaj pišeš, napiše človek gora, fulušna slikanica. Bom dal še človek gora, zelo dobro, meni je tudi zelo všeč. Ja, torej kot smo zaključili, zadeva nam je všeč, ampak
Hočemo več. 3/4 ure smo zdaj le bentili, ne? Ja, mislim, da mi je všeč. Zadeva nam je všeč, ampak hočemo več. Kaj bi v bistvu pri drugi sezoni si zdaj želeli? Torej, Lira gre preko Rainbow Bridgea, ali pride v Asgard, ali pride na naš svet. Ali je ok na tem Mauričnem mostu vmes prehiti Super Mario v svojem kartu? Ali ji vrže mogoče Pobelin ta modro želvico? Ma ne vem, jaz bi se jih dobro, naj grejo po knjigah, pa vse mora biti, nekje si mora vzeti malo več sajta za ene stvari, pa posebej zdaj, ker so že mešali, a veš, drugo knjigo vmes, pač bi jaz pričakoval, da v drugi sezoni bo si vzeli malo več sajta za ene stvari, pa zgradili nekaj. No. A veš, nekaj, da si bom jaz lahko rekel, aha, se ta svet je pa zunaj tega, kar pravkar gledam, ali pa ne vem, zanima me, kaj je zdaj ta lik, ali pa ta ne vem kaj. Ne pa veš, da mečejo, ja, čarovnice so v tem svetu, ja, medvedi so tudi, pa oklep imajo. Ja, ampak dobro, točno 5 minut bomo si vzeli za nje, ker ta njihov kralj je totalen idiot, ali ne vem kva. Pač nekaj, daj mi tako, no. Ja. Sploh tle, ko bojo zdaj še nove svetove upeljevali. Ja, in bo še a veš, tle bi ti zdaj res moral imeti vsaj ta svet zgrajen, da lahko greš druge, ne da enega nimaš v redu zgrajenega, pa že greš v naslednje, ne. Ja, dobro, ampak zdaj prvi, kjer se bodo ustavili, je naš najbrž, ne, ampak kam pa menite, da je Will šel potem, pa se ona dva potem srečata v enem tretjem svetu? A ja, točno. Ja, Will je zašel v njega, ne? Ne, ker ta portal je bil odprt za... Pa ne, samo tem. Jaz sem tako razumel, no, da v tistem zakotnem vrtu ali parkicu. Ja. Sam verjeten bo nekam drugega pripelal, glede na to, da ona je šla že ven iz sveta in nekako nima logike, nima smisla, da bi on zdaj tja prišel v njihov Oxford. Ja, to sem bolj konfuzno po mojem. To bomo videli. Ja. Mislim, druga sezona je potrjena, še pred nje prva prišla ven. Ne? Druga sezona se že snima. Ja, BBC je to hitro podpisal. Ja. Mislim, se to cool, ne delajo. Ne? Pa tako te Aljoša rekel, jaz tudi mislim, da bi, malo se ustavite, pa si vzamete vse za kakšen lik malo več časa. No? Kako je bilo tle? Ste to kaj spremljali? To je bilo originalno BBC-ova, pa da se je pol pridružil, HBO je bilo že od začetka. Že skozi. Sej so, oni imajo dolgo tradicijo tega že od Rima. Ja. Že od starega Rima sodelujejo BBC. A niso gli starega Rima zaradi tega ukinili, ker je bilo kao preveč razkošna produkcija, pa ampak če bi v bojska bedali. Jaz mislim, da so barbari upadli. Ja, ni bilo tako mišljeno, da bi bil še tretja. Res ne. Jaz mislim, da tretji niso tega upravičevali. Pač je pa res, da tle BBC je pač tako ta stara šola pač delanja dobrih serij in tako in recimo oni so pač ta, ki se res lahko privošči, da delajo ne samo z HBO, tudi z Netflixom, ne, kar smo videli zdaj recimo v Drakuli nazadnje in tako. In so pač vseeno tle prinašajo neko kvaliteto, ne. Ampak je vse tako, ko je Mito rekel, pač jaz sem bil malo presenečen ob vsem tem denarju, ki ga vržeš v problem, danes lahko, ne, kako pač narediš tako, da je, ne vem, igralka malo lesena, pa je glavna, veš, kaj bi morali nositi zgodba. Jaz mislim, da kar se začetka tiče, je tu problem režiserjev. Ja, no, se po moje bolj to je. Vse let naprej ona je špilala v Loganu, ne, in tam je bilo res bolj fizično. Ja, sej. Jaz mislim, da bi mogel igrati na njene moči, ne, veš, pa dobro se verjame, da ta mala sposobna, pa dobro, koliko je stara ona je teenager. 16. Ja, veš, mislim, da mora zaprečakovati Meryl Streep tam, a ne? Ne, se to ne, ampak. Tako da razumem, samo mislim, da Brighton ali pa vse dovzetne režiser bi lahko delal ovinke okrog tega, tu pa so sam rezali, da se ne vidi, ne. Ja. Mislim, ali pa, če ne nazadnje, glede na to, da njen oče igra not, mogoče dati scene skupaj, če bi to delovalo ali karkoli. Čak, da njen oče? Njen oče je Wilkin, ki igra tega župnika. Tale, ki iz Kolterca pride na koncu. Ta je njen oče od igralke Defniki. Ja. Ok, nisem vedel. Ja, to je pač Igor. Igor, je. Hvala Bogu, da ga imamo. No. Hvala magisteriju, da ga imamo. Ja, nekaj drugače mene ona tudi, pač, pa zelo mi je fino v končni fazi, veš, da je tako, ima zelo tako zapomljiv obraz, ko nekaj nenavadnega ima na obrazu, pa da ni neka blondna mala punčka, veš, tako, da bi spet tako gledali zelo stereotipno neko, ne vem. Ja, ker napram
filmske inačice se mi zdi ona dosti bolj knjižno primerna, da se tako izrazim. Ja. No, pa še, vizualije, še enkrat bom pohvalil vizualije, ker so res, mislim, predvsem zadnji del čist na severu z Auroro Borealis, pa z mostom, pa z vso akcijo, ki je bila narejena, to bilo tipi-topi. Sploh pa stvarjo, ker je cepelin, ne moreš iti narobe. Točno zgrešiti. Tako je. Zdaj imamo te zimska zaročence in te, ki so tudi cepelini. Pa tudi to že pravijo, da bo valjda serija in da ne vem kako. Mislim, to bo najbrž francoska. To bo še zanimivo. Mislim, Francozi imajo tudi zelo dobro produkcijo, tudi fantasija, ki ne pride dosti do nas, ki je bila Adele Blanc-Sec, ki tudi na stripu temelji. Je zelo lušen film od Luca Bessona, ki se dogaja v viktorijanski dobi in je neke vrste Indiana Jones, ženska. Zelo kul, pa še dinozauri so malo vmes. Naslednji Indiana Jones itak bo ženska, če se ne sploh razumeval, kaj. Ne, Harrison Ford bo. Mislim to, ampak pol mislijo predati, ali ne vem, se pustimo. Ja, petka. Zdaj ime je že tako nastalo, da je lahko kjerkoli. Ja, Indiana je res tako. Še pes je lahko. To bi bilo. Komisar Indiana. Evo je znova udira ta ideologija. Najprej ste nam vzeli pil, zdaj nam boste še Indiana Jonesa. Ne mi ste pil. To je zdaj že stara novica. To je z 2 tednov. Zdaj že pil rehabilitirati. Tako. Pa so razveljavali. Kakšne šale izpred 2 tednov, kako si to zapomnite? Ne vem. Jaz ne vem, kako vam to rata. No, kjera scena vam je pa bila mogoče tak memorable? Veš kaj, meni je bil spopad opice pa njenega, kaj njen demon je neka kuna. Spreminja se še. Ja, no, pa skratka, tisto mi je bilo, grozno se mi je zdelo, no, pa kako je na njo vplival. Se mi zdi tako, da prvič imaš feeling, kako telesno, kaj je povezava med njima v resnici pomen in ti je to zelo pomembno za naprej. Tisto mi je bilo super. Tisto je bilo zelo dobro. Meni je bilo na šotru z Lijom, s Korsbijom, ki imajo najprej neko tako intimno zadevo, samo pogovarjajo, Jurek tam spi, pol pa pride tale neki ko ne one leteče opice, ne pa so oni monsterja, ko potem Lyra pade na koncu tele fight scene dole. Tako lepa suspenska, pa malo hororja noter tako, lepo mi je presekal tisti moment, no, mislim tako fajn. Ta scena mi je zelo ostala v spominu. No. Pa samo addendum še zadnja, ko se Azrael z svojim služabnikom, pomočnikom, lahko bocka o tem, kaj treba narediti, ker tam je ena taka moralna scena. Zraven pa posneta, ful dobro, ker vsa tista Aurora Borealis, skozi okno, vse one barve padajo na njun obraz. Mislim, tako zelo lepo posneto. Zaradi barv ti všeč, ne? Lahko bi govorila o receptu za šmoran in ti... Lej, jaz mogoče sem res oblečen v črno non-stop, ampak tudi tvoja duša je taka. Lepi po barvah. Dajte mi še, ker jaz jih nimam. Ne, pa se to moj stil je, kako sem zdaj še rekel temu, to je art duš. Art duš black. Kira scena pa je bila meni najboljš. Najbolj mi je ostalo v bistvu v spominu tam prihod gor na sever, kjer ta Li, ko Li pride not. Njegov vstop, pa potem, ko gre v bar, pa vse tiste scene, se mi je zdel zelo dober to način, kako vpelješ lik in poživiš vse skupaj, ker je že tako malo morbidno, vsi oni suffer-fure, otroke iščejo, pa pride on s svojo zajklo noter, pa je prav fletno. No. Jaz sem omenil krvno, ko sem ga že, ko se pogovarjate o otroku izgubljenem, cigot pa. A je še eno drugo moram. Človeka, ki se žrtvuje, ki se vrže v jašek dvigala. Okay. Dobro. Da ne bi... Ker se zaveda svoje šibkosti, da bo ga zven, pač izvlekli mu informacije, ampak je dovolj močan, da se ubije. Ta je kar... mind bending, kako bi človek rekel. Lepo. Ja.
Mislim, jaz tudi vsakeč, ko grem ven, pa se reče eno pivo, bom sam, se že takoj zavedam svoje šibkosti. In pa 2 naročim. Tako da preprečiš tisto, ki je Ruga rekel, da alkoholik je vsak človek, ki pije pivo in že ve, da bo pa naročil še enega. Ja, ti pač preventivno že tako. 2 in ostaješ nealkoholik. Tako. A veš, objemimo svoje napake, kako ne rečem. Ali moramo vsi tarasi postati. Da ne pijemo, pa gledamo, pa vemo, kje hribi so. Kje je ta hrib zdaj? Jaz bi pridel. Končno so začeli v 3. delu malo to psihonegovo raziskovati. To je bilo pred 2 tednoma. Tako, zdaj se že 4. in 5. zunaj. Oziroma, zdaj jo več ni na MMC. Kako je zdaj? 4D, ali kaj imajo oni. Res, kar nekaj. Skratka, vseeno pogledajte, no, mi vsi upamo, da bo druga sezona boljša, ali pa preberite vse knjige. No. Knjige pa absolutno so vseeno boljše. Ni prebral knjige. Nisem vseh, prvo sem prebral. Aha, ja, preberite drugo in tretje. Ja. No, zdaj bo glih drugo. Še Lyra's Oxford, pa še ena kratka, pa zdaj imaš še ti... Zdaj so itak začeli razvijati po tem svetu. Ne. Ne, na novo. Zdaj je bilo glih, kaj ta druga prišla iz te serije ven, se pravi, kaj je že iz tega The Book of Dust, se pravi The Secret Commonwealth. Ja. Zdaj sem bil gor začetku oktobra v Brightonu in je bilo polno, pač po vseh knjigarnah na polno je reklamiral, tako dejansko je to en večjih teh pač knjižnih dogodkov gor še zmer. Pullman, tako da se moram polotati enkrat, sem so prej druge stvari še, kaj jih moram predelati. Treba videti, no, kako je pač to nadaljeval, oziroma kaj je spet počel v tem svetu. No, tako da, mogoče to za ob drugi sezoni uspemo nadoknaditi. Mogoče. Mi da ti moraš takrat vse drugi del. Pa. Ja, vsaj. Ja. Ja, kaj drugače, kaj gremo še na to, kaj gledamo? Seveda, kaj gledamo, berem, poslušamo. Prejšnji teden nismo imeli z nekega razloga, tako da dajmo zdaj le povedati, Pižam, ti si prvi. Tako bi rekel, kar gledamo, daj, če niste pogledali še Fleabaga, dajte pogledati Fleabag. Ja, jaz sem zdaj v decembru končno z mojco pogledal na Amazonu je pa Moriarty not, tako kaj je bil tudi v His Dark Materials, ne? Sicer tukaj samo za par sekund arhivskih posnetkov, pa da tle ni duhovnik. Bil pa zanimivo, kako bi se duhovnik iz Fleabaga znajdel v tem svetu. Koliko trenutkov bi preživel in ali bi Fleabag ali bi bil njen Dimon Bowha. Skoraj bi moral. Ali bi bil Hrček. Oziroma morski prešiček. Ja. Od knjig bom rekel, dajte prebrati od Martina Ramauša Rob, strip o Ivanu Robu. Super predelano, meni je bilo tudi fino, ker jaz kar sem nekaj časa bral pa iskal stvari, ampak mi je bilo totalno neznano, da poleg teh parodij, po katerih je najbolj znan, se pravi, če slučajno ne veste, človek je med obema svetovnima vojnama naredil parodijo 10. brata v verzih, delo je prepesnitve Prešerna, parodične, Aškarca in tako naprej. Imel pa tudi dosti neke intimne poezije, sicer se je zelo malo hranil in Martin Ramauš v stripu pač popiše njegovo življenje, uporablja pri tem njegove spise in pa je tudi uglasbil te bolj intimne pesmi njegove, tako da imate cel komplet. Pa, ko smo ravno muska, dajte poslušati Davea, če še niste, Psychodrama, britanski reper, ena boljših plat lanskega leta, fin odmik od, pa bi rekel, zdaj ne morem reči od ameriškega hip-hopa, nasplošno, ker ameriški hip-hop je tudi že tako v toliko smereh, od katerih nekatere priznavamo, nekatere ne. Dajte si, pač dejansko je cela plata je posneta, kot bi bila njegova sesija pri terapeutu. Ima tako neka 3 področja, ki jih pol obdela od sebe, družbe in tako naprej. In je fina. Pa ni toliko zamorjena, no, kot bi se slišali potem, ampak res huda zadevca. No, fino. Igor, kaj si ti pogledal? Jaz sem pogledal v kinu še vedno svež 1917. In ki je zdaj že kar par tednov nazaj dobil Zlati globus.
vredu film je, zelo velike možnosti ima, da bi dobil Oscarja, zato ker ni nič kontroverzen. Poveti to, da je vojna slaba. To je trenutno je kontroverzno. Ja. Prva svetovna vojna, da je bila slaba, to se nekako vsi strinjamo. Prva je res bila slaba, ja. Pa so se pa zvežbali, pa so pa vladali. To je že malo boljše. We got this killing game. Mislim, vredo je posnet, v enem kadru je in tukaj gre Rogerju Dickinsu, direktorju fotografije. Mislim, da bi znal dobiti zato, ker mu uspe narediti to dost naravno. Ti nimaš, tako si pri Birdmanu ali pa Viktoriji, imel cel cajt malo klaustrofobičen občutek, pa celo gonilo filma je bilo to tukaj, pa je to zgolj element, kako povedati zgodbo teh glavnih junakov, ki so na misiji, ker morajo priti, to je tudi celotna zgodba filma, dva vojaka morata priti iz točke A preko nemškega ozemlja do enega bataljona, ki morajo predati ukaz, da naj ne grejo v napad, ker je past, mi pa tega ne vejo. In vmes srečata... Na kateri točki pride general Akbar? Ni edini general je Colin Firth. Kaj pa je Cumberbatch? Cumberbatch je pa človek, do katerega morate priti, vmes pa srečata Moriartyja, ki tokrat ni duhovnik, ne raziskovalec severa. Pa Marka Stronga, pa še eno par. Ja. Kakšna je vloga Marka Stronga v tem filmu primerjavi z Uno, ki je bil z Sašo Baron Cohenom, pa sta lezla slonu v vulvo? Čist drugačno. Tukaj vodijo pač eno četo, grejo z nekimi tovornjaki natovorjeni in se oni malo z njimi peljajo. A nisi gledal tega mita? Kako bi sploh naslov tega filma? Brothers Grimsby. Jaz sem tako, kar sem predstavljal, 5 minut sem gledal in sem videl točno ta prizor. Točno ta prizor. I'm scarred for life. Grabljeva freska ni naredila tega mojim možganom. Če sem si karkoli predstavljal, se nikoli nisem mislil, da bom na tem podcastu slišal besedno zvezo slonova vulva. Ja, pa sloničina bi moral reči. Se pravi, čujem. In to ni nič izboljšalo zadeve. Dobro, a so sloni binarni? Ne vem, kaj so, ampak dvomim, da jim je všeč, če kdo leze vulvo. Ja. Predvsem kaj, cis slonom. Ja. To bo nadaljevanje cats, elephants. Gledal sem tudi cats. Kako ga priporočaš v primerjavi z Brothers Grimsby? Nisem gledal celih Brothers Grimsby, tako da malo pač dam se mi je zdel film. Cats pa je v redu, mislim, gledaj, če si videl trailer, pa imaš rad muzikle, pa si videl trailer, pa se ti še vedno zdi, da je to nekaj, kar bi rad videl. Gledati. Mislim, sam si kriv. To je cel film, lušni komadi so, plesne scene so malo slabo posnete, ampak ni nekaj najslabšega. Ja, se ti zavedaš, da zdaj le Cats manj pluvaš, kot si prej His Dark Materials? Ja, to je. Zato, ker pri His Dark Materials imaš visoka pričakovanja, pri Cats pa ne, mislim... On je nama na chatu za Ljušom omenil, hej, greste z mano pogledat Cats, pa tako odnoje, tako čiri. Prostega ghostala. Sin! On to resno sprašuje. Sin, 2 days ago. Veš, samo one 3 pikice. Mito je napisal, da bi še naprej rad imel mačke. Ne, jaz imam rad mačke in bi še jih naprej rad imel. Tako da to. Še opozorilo, ne gledati Vojne svetov BBC-jeve, ker je pa čist fail na celi črti. Ena serija, ki jo lahko prečrtam, kar reči. Sem je ful kratka, to da nismo ful pridobili. Ne, 3 ure je vse skupaj. Ni tako ful kratko. Občutek imaš pa, da je enih 15. Nič se ne zgodi, štorijo so zakomplicirali v 3 krasne, po čist nepotrebnem, tako ful dodajo kompleksne stvari, pa pozabijo na njih in konec motherfucker je, da ona, ki preživela nekak celo zadevo, potem razrešijo v bistvu, da če vzamejo ljudem, ki so zboleli za tifusom ali čem, kri in potem tisto kri razpršijo po zemlji, bo v tej zemlji spet sklilo
stvari, ker je od Maršun sokužena in potem pač ona zadnja scena tak vzklija tam nekaj zelenega v celem tistem rdečem in potem tak se še oblaki razprejo, ki so seveda rdeči in malo sonce in je tak... Homeopatsko vrtnarjenje. Ja. To. V glavnem ne gledati Vojne svetov. Okay. Ja. Mito, pa če imate tifus, ne vrtnar z njim, skrbijo. Ampak se niso še marsovci zauzeli, tako da tisto sam pol deluje. Še kar špricite sem kis okrog. S svojimi orgonskimi topovi domače izdelave. Mito, kaj si ti pogledal? Jaz sem pa za malo catch-up špilal z Modern Family. Skušam, 11. sezono loviti, pa še čisto keno, niso tako, mislim, vse se ponavljajo, ampak čisto zabavno. A se je ta mala že naučila igrati? Kdo? Kjera ta mala? Ta posvojenka, kaj je že. No. Ne, vse režejo na ta način, tako kot Lyro, ne, takže da ne bo. Ne, sem pa navdušen nad Young Popov, ki sem ga včeraj zaključil in je, wow. In zaključil si ga tik pred začetkom New Popa. Ne, ker je bilo včeraj, se je že začel New Pop. Ta prva sezona. Mene tudi čaka. Ampak zdaj, ko se gleda to prikolca, to z Malkovičem. Young Pop je fenomenalna, vizualna, kot bo Mito potegnil. To si mi vzel zdaj. Vizual je v Young Popu. Naprimer, če pri Watchmenih lahko ceniš ves ta, kako ne rečem, diapazon vseh teh simbolov noter, hvala Igor za to besedo. Ana jo je. Pa sem drugače, ta brika bra vseh tih simbolčkov noter iz stripov, levo desno je pa tukaj ta clean evropska kompozicija, da se tak izrazim, ki ga zelo dobro poznam iz slikarske tradicije, ker je fotografija tako nulo, da me glava peče. No? Aj ne bo še zlato? Ali smo že doživeli ta renesančni prelom? Ne, renesančni intro imaš, mislim, kako naj rečem temu, gotski intro, ne, ki so zlato bolj uporabljali kot v renesansi. The best, res. Fotografija v nulo, liki v nulo, zgodba v nulo. Mislim, res top shit. Ne, Jude Law blesti. Vsi blestijo. Vsi. Mislim, tudi oni njegov Vitale, pa Cromwell, naprimer, ta njegov mentor, Diane Keaton. Mislim, res, nimam minusa za pripomniti. Res ga nimam. No. A lahko jaz sam še vskočam eno stvar, ker se ti Modern Family, pa sem mi te serije z raznih TV mrež ušle spomnim. Mislim, da bo v Zigorjem oba rekla The Good Place. The Good Place, gledajte, zdaj že nekaj časa. Sam še 2 dela do konca. Mislim, jaz tako malo sporadično gledam, Katina je bolj na Good Place kot jaz, pa moram reči, da na začetku sem bil tako, kako gledaš, mislim, Dead Dancing, ne spoilat folku. Ne, se ne bom, ampak pol pa sem tako, kad delam nekaj zraven, pa sem vedno bolj se nagibal, pa sem bil že takole pač na televiziji, pa ne moram reči, da je zelo zabavno, no? Res je zabavno. Meni ni potegnil prve 3 dele in pa sem jih sploh ni dal. Ja, ampak isti feeling kot ti, veš, pa sem pa padel notno. Moram reči, da je kar okej. No, jaz sem med prejšnjimi prazniki pogledal, zdaj je to že sicer ful dalč, ampak ne bom kaj dost govoril, ker pogledal sem Dickinson in se mi je zdela zelo fina in tuhtamo, da bi mogoče ji posvetili kakšno posebno marčevsko epizodo. A lahko tle sam vprašam, smrt pride kje? Se pripele kje? Dost se pripele. Tako je. Ja. Because I could not stop for that, he kindly stopped for me. Super je. In je fina, pač serija je tako mešanca, pač anahronistična je zelo, skratka, oni govorijo in se obnašajo, kot da živijo danes v resnici. Ne? In imaš vse od selfijev. Tako kot 7. pa 8. sezona Igre prestolov. Točen, ampak boljš. Tako. Ja, skratka, mogoče bomo to snemali tako, da mogoče raje ne, če bomo se vmes odločili, da ne bom takrat povedal. Pogledal sem Primal, to so, koliko je bilo, 5 delov risane serije od Gendrija Tartakovskega, ker sem jo opazil na vseh lestvicah pač dobrih žanrskih serij leta. Genija, genius. Ja, pač meni ni bila toliko všeč, recimo mogoče kot, ne vem, samo Reject, ali pa ne vem, ker sem tudi ugotovil, da sem pozabil, da ima novo sezono, pa nisem pogledal. Ampak se mi zdi pa zelo fina. No, v njej nihče ne spregovori besede, ker je glavni junak pračlovek, ki se spoprijatelji z dinozaurom. In v bistvu potem skupaj lovita in se izogibata raznih nevarnosti prazgodovinskega sveta. Ampak se mi zdela zelo fina, pa sam 5 delov je najdaljši, ne vem, 20 minut. Pač poglejte, to je res
vizualna je pa zelo in je zelo, zelo lepa. Potem sem pogledal Dublin Murders, to je krimič 8 epizod, meni je bilo malo raztegnjeno, teh 8 epizod, problem je tudi, ker se vmes razdeli na 2 štoriji, ki sta nekako sporedni. Igra je super, liki so fini, čeprav pač imamo ta stereotip 2 policajev, ki imata oba neko travmo in jo skušata dobro vsaj skupaj nekako rešiti. Pač sta si v oporo in sta prijatelja in ta njun nek odnos, pač mož in ženska, valjda, ne. Ampak problem te spet serije je, da jaz ne vem, ali sem že to krimičev gledal, ampak ko vidiš lik, ko slišiš kaj nekaj pove, si tako, aha, ti si morilc. Pol pa čakaš tistih 7 delov do konca, da ugotoviš, ja, on je morilc. Pač sorry, ko ti upelješ tak lik s točno temi karakternimi značilnostmi, pač vse smo vsi gledali pač ene te filme in vemo, kaj pričakujemo od serijskega morilca mlade deklice, oziroma od morilca deklice. Ne? Tako da to, pa zdaj gledam... Zdaj sem verjetno že pogledal. Gledam drugo sezono Final Space, sem začel gledati. Aha. To je risana serija, ki se dogaja v vesolju, z super likom Gary, ki mi je tako na kožo pisan. Malo spominja na Archerja, malo se dela norca iz Star Warsov, iz vseh pač pravzaprav teh znanstveno-fantastičnih epopej oziroma filmov. In je fin, no, tako v začetku je štorija v bistvu tako, kot Mandalorian, pač pride nek vesoljčka, on najde nekje v vesolju, ki je mu da ime Mooncake in on zna samo govoriti čukiti. Tako je ni zelo simpatičen, tako ampak v resnici je ubijalec svetov, ki ga išče nek emperor, ki pa je mu glas posoja David Tennant. Česar jaz nisem vedel, dokler ga nisem Tennanta videl napisanega, jaz sem bil tako, kje si pa Tennant ti? In potem sem malo poslušal in moral iti preveriti, ker bo tako malo popačijo, se mi zdi glas, ali pa on tako sam, da je tako, pač res ima tako grozljiv, pač zloben glas. Glih kontra od njegovega lika v kempingu. Ja, kontra temu, ja. Pač glavni lik zgubi roko, ker pač pol dobi robotsko roko, tako da malo so te sporednice s kakšnimi drugimi filmi. Ampak skratka hočem povedati. Meni se je zdel zelo finno. Nisem pa še do konca pogledal Drakule, sem 2 dela in zadnji me je pustil spet speechless, tako da počakajte, da pogledam še 3. pa mogoče. I leave you speechless like when Arrested Development broke up. Ko si omenil Biblijo, jaz sem pogledal... Ko si omenil Biblijo, je najslabši segway vseh časov. Jaz sem pogledal pred 2 tednoma zelo kontroverzen film na Netflixu, Jezusova prva skušnjava. Pol urce traja zabavnje. In kot je zaključil torej sodnik ustavni v Braziliji, samo če nekaj žali vaša verska čustva, ne pomeni, da ima magično moč, da bi ljudje nehali verovati v Jezusa. Zelo lep citat, si to izbrskal. V glavnem, zadeva je zelo tudi anahronistična, zelo parodična. Jezus pride po 40 dneh iz puščave, ima 30. rojstni dan in mu pripravljajo surprise party. In na ta surprise party tudi pride stric Viktorijo, ki je v bistvu bog in malo hengano okrog že cel life, ker mu je mali cool, ampak v bistvu hengano okrog ne zato, ker mu je mali cool, ampak ker bi res rad Marijo, ker mu Marija dogaja. Pol pa Jezus pripelje... Kako prvo jo je Sveti Duh, prvo by proxy. Tako je. Pol pa Jezus pride domov in pripelje zraven svojega prijatelja, ki je dolgolas transvestit in ona dva sta... To se zgodi v pol ure. Ja. Ne, to je prvih 5 minut. To je ekspozicija. To je ekspozicija. No, pa se pa izkaže, da tale prijatelj je v bistvu Lucifer, ki je v bistvu zapeljal Jezusa. In jaz res ne vem, kaj imajo vsi zdaj probleme. Imaš gej Jezusa, ampak glej, on je... Trans-Satan. To je tvoj vzdevek na koncu. Mislim, da bom zdaj to kar napisal. Kar pa je genialno pol pri zaključku same zadeve pa je, da ko mu rečejo, da zdaj mora pa on knjigo napisati pa imeti 12 apostolov, priče ja, poznam 12 idealnih tipov, vse so lahko tudi ženske. Ne, samo tipi. Mislim, mogoče to tisto, kar je ljudi zmotilo pri celi zadevi, ampak ne vem,
Glej, hitro mine. Je pa ta ekipa že prej posnela leto nazaj, mislim, da eno velikonočno zadevo, ki je ful bolj smešna še. Mislim, nekak zadnja večerja. Jezusova prva večerja. Ja. Nekako vidim, doji se, 2 uri se doji. Nekako vidim njihovo tržno nišo v tem. Tam pa je cela scena, da tega Iškariot ne pije, Jezus pa je tak kind of a dick, ne? Če daj na zdravi, z mano se lahko vodo spiješ, ne, zihri boš spremenil vino, ko mi bo po grlu tekla, reče, ne, bom. In potem bo je spremenil absint in Iškariot zabedira. In potem je Iškariot vas pijan in pade dol v Gecemanijo in pol pride Jezus tja in Iškariot se zbudi, kako se lušte in mu da poljub in Rimljani rečejo, aha, ne, in ga tako dobijo. Ne, še hujše. Okay. Iškariot kak si rečejo, gaslightajo, da misli, da je izdal Jezusa, pa v bistvu Jezus je čist v redu, pa pol gre samomor narediti. O, Bog. To je tebi smešno. Ja, Igor. Mislim, Igor, nagnil je glavo, pa je izdihnil. Kaj pa jezero? Jezero? Jaz jih razumem, jaz jih razumem, kar govorijo. Tudi, ja. To je, mislim, da glavna stvar. Ne, glej, tudi o jezeru se pogovarjamo, da bomo snemali serijo. Serijo? Epizodo. A mi všeča kaj, a boste remake naredili? Glejte mene, jaz sem tajni agent. Aljoša Harlamov, imam pisarno na Slovenski. Vsak dan strmim skozi okno svoje pisarne in gledam Pošto Slovenije. V tej epizodi, da bomo me pustili na miru, ampak težam se ni mogel zadržati. Če govorimo o stvari, ki smo gledali okoli novega leta, se pravi pred 3 tedni, pa Big Fat Quiz, sta bila letos 2. Aha, to pa jaz nisem pogledal. Big Fat Quiz, ne poznaš Big Fat Quiz, to je ena institucija, ki je to že več kot 10 let premeto okoli novega leta. Pogledaš, eni gledajo Dunajske filharmonike, eni gledamo pa Big Fat Quiz Panel Show, britanski vodga Jimmy Carr in zmeri imaš tako 3 ekipe, 2 članov in pregledajo celo leto, imajo vprašanja, ki moraš odgovarjati, ne, pač glede na dogodke, kaj se je zgodilo, pride kakšni gosti, vsako leto imaš pol Johna Snova, tega voditla, ne se pravi, kot bi pri nas, ne vem, Slavka Bobovnika vzel, preden je šel na planet, ki bere, imajo tako nek znan komad predelan v novico televizijsko, ne, in jo prebere, pa imaš Charlesa Dansa, ki običajno bere iz biografije kakšnih reality zvezdnikov in je tudi, pač, in pa se pa itak nekateri resno odgovarjajo, nekateri se norca delajo in imel si vse, pač začel se s temi Big Fat Quiz of the Year, pa Jimmy Carr je zveri, ne, povezbalc, pa si imel že kot Big Fat Quiz of the ne vem, of 70s, of 80s in tako naprej. Letos so pa naredili pač najprej tega terednega, ki je boljši od obeh, pa še pol Big Fat Quiz of the Decade, kjer pa celo desetletje predela, pa ponavadi itak Richard Ayoade je noter in je čist pretegnjeno, tako sploh, ko začne on s tem svojim deadpanom, ne, pa to svojo persono, tako skoraj kakšnih 8-9 let nazaj bil en del, ki so kjer cel del skušajo Davida Mitchella, potem, ko je razlagal, kako on ne pleše, mu skozi težijo, da more zaplesati. Pač tako vzpostavijo neke running gage, ki jih pol furajo in je zelo lušna zadevca, taka za urco pa pol, ko zvečer se usedeš na kavč, spiješ kakšno pivo zraven ali pa ti Jezus pač vodo v absint spremenil. Čist po naključju, bratec. Ok, to je to smo videli zadnje 4 tedne od novega leta, tako da ljudje in ljudje, to je bila že naša 38. epizoda, v njej smo se pogovarjali o seriji His Dark Materials, pa tudi malo o knjigi in filmu Njegova temna tvar, skratka je prevod tele stvari. Poslušali ste torej podcast po imenu Bot, podcast za serije, filme, narisanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, Zlati kompas Gegič, Igor, kdo so ti ljudje, kaj se dogaja, Aljoša, Transsatan Harlamov in Boštjan, jezikovno prijeten Gorenc. Tole epizodo smo posneli v kinogledališču Bežigrad, ki se mu zahvaljujemo za pivo, burgerje, ne vem zakaj že, ampak prijazno gostoljubje. V tokratni rubriki izbira oziroma vprašanje na hitro, seveda, kdo bi si mislil, katerega demona bi imeli vi, če bi se znašli v tem svetu, kaj bi bil vaš
Orangutan. Igor. Bober. Lenivec. Okay. Moj bi bil Matt Damon. En mesec je tukaj to. Tega pomembna zaloga. Lepo. Če vam je bilo všeč in kako vam ne bi bilo, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na iTunesih, podprite. Res podprite platformo Aparatus, novo leto se je začelo, novo fiskalno leto, z odličnim izborom podcastov za vsakega in če se vam bo kdaj zazdelo, da ste nečisti, ker vaše stanovanje obdaja skrivnosten prah, pa kar lepo sesalec in metlo v roke, dajte kakšno epizodo našega podcasta na 11 in se lepo lotite pospravljanja. Čistejša duša od tiste v čistem stanovanju je samo še tista, ki si redno privošči poslušanje podcasta. Obot, mi smo kurja juhica za vaša ušesa. Moj bog, jaz sem enkrat prevajal nekaj. Kurje juhice se prevajajo, res? Kolegica je prevajala in je zmanjkalo časa, ker so neki roke spreminjali, pa to so študenti, in sem me prosila, ker je moral nekam imeti, da sem ta zadnjo zgodbico jaz prevedel in sem prevedel Beza Luhrmanna. Uporabljajte sončno kremo. To je moj največji zločin v življenju. Če bi se razstrelil sred Prešerca, ne bi bil večji zločin, kot to, da sem to od Beza Luhrmanna prevedel. Celo pesem si moral prevedeti. Ja. Pa sem tako težko. Ne, sem kakšen. Mislim, da ni šlo tle za težavnost prevoda. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku smo podcast s K-jem, obot, brez pikic vmes, tako je tudi na Instagramu, tam delimo rajcere, prikolice in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vprašanja, pripombe, komentarje, risbe neznanih svetov, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Sicer pa se slišimo spet kmalu, TikTok, čez en teden, natančneje 28. januarja, jaz še Kaj bo prišel del Aljoša Rebol, pa zahteval avtorske pravice. Čez en teden, natančneje 28. januarja, ko bomo znova govorili o seriji, namreč o seriji The Witcher ali pa Obodovsko čarodejec, držite pesti, da se uspemo dogovoriti s prav posebnim gostom, ki ga lepo pozdravljamo in ki bo v našem podcastu gostoval prvič, ne pa tako kot nekateri, ki se usilijo v 2 epizodi zapored. Skratka, tole je bila 38. epizoda posvečena seriji Njegova temna tvar. Če ste se zmotili in zaradi naslova mislili, da gre za posebno medrasno erotično epizodo, je zdaj že prepozno. Dotegnili smo vas. Obodovke in obodovci, kmalu smo nazaj. Kaj smo pozabili povedati? Da je Kenda prevajal knjigo, pa dober.